N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je N1 podcast, četrti v vrsti naših volilnih podcastov ob letošnjih državnozborskih volitvah in hkrati zadnji pred volitvami. S temi oddajami na N1 skrbimo za analizo in kontekst bogate novinarske vsebine o volitvah, politikih in kampanji, ki jih pripravljajo naši novinarke in novinarji, pa seveda lahko spremljate vsak dan na n1info.si. Z mano sta danes dve odlični poznavalki notranje politike, Katja Šeruga, urednica N1 in sicer tudi dolgoletna novinarka z področja notranje politike. Živja. Živja. In Tanja Starič, ki jo vsi poznate z televizije Slovenija, tudi dolgoletna novinarka z področja notranje politike, kot sem rekla, izvrstni poznavalki dogajanja in zakulisja dogajanja, da sta z mano v tem zadnjem predvolilnem podcastu. Pojdimo kar na aktualno. Torej, sinočni naslov iz afere Posnetki. Janša priznava, da je bil predstavnik Black Cube pri nas, ne spomni pa se, na kateri datum. Kaj se je zgodilo, da je ta zgodba in naracija dobila ta zasuk, Katja? Pred časom se je pojavila anonimna spletna stran, ki je začela objavljati neke posnetke. Po vsej verjetnosti bi človek pričakoval, da bodo, ko se nekaj takega pojavi, začeli na pristojnih institucijah zvoniti prvi alarmi. Potem smo videli tiskovno konferenco nevladnikov z novinarjem Mladine, kjer so prišle na dan prve informacije o tem, da naj bi za tem stala izraelska privatna paraobveščevalna služba oziroma podjetje Black Cube. In potem so verjetno morali pristojni organi ugotavljati korelacije, ne? Torej, policija in Sova imata zagotovo vsa pooblastila za to, da lahko pogledata s pomočjo mednarodnega sodelovanja, kaj se je dogajalo na večerji ali celo dveh večerjah bivše pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan na Dunaju, na kosilu ali večerji odvetnice Nine Zidar Klemenčič v Londonu, na srečanju gospoda Paravana v Zagrebu in tako naprej. Skratka, to gradivo se z mednarodnim sodelovanjem zagotovo da dobiti, tako preko policijskih kot preko obveščevalnih linij. In če so uspeli identificirati ljudi, ki so se predstavljali kot predstavniki nekih investicijskih skladov ali tujih podjetij na večerjah in kosilih s temi ljudmi iz Slovenije, in jih uspeli povezati z vodstvom Black Cuba, ki je torej zdaj že to tudi po včerajšnji seji Sveta za nacionalno varnost je državni sekretar povedal, da je to dejstvo, da so oni v Sloveniji 4-krat bili, od tega 11. decembra za dlje časa na Trstenjakovi, in tukaj naredil piko. Potem je verjetno ni daleč do sklepa, da je to spletno stran in posneti material, ki se objavlja na tej spletni strani, torej priskrbel Black Cube, ne? Ki je torej izraelska paraobveščevalna firma v bistvu, kolikor vemo zaenkrat o njih. Jaz predvidevam, da kar je bilo včeraj rečeno na seji Sveta za nacionalno varnost oziroma na tiskovni konferenci potem, da so to stvari, za katere trenutno obstajajo dokazi. Torej, povedano je bilo, da so 11. decembra, potem, ko so se odjavili v hotelu, 3 predstavniki tega podjetja, 4. niso razkrili, jaz razumem, da iz interesa preiskave še, ki še vedno poteka, tako je bilo včeraj rečeno, šli na Trstenjakovo, kjer so se zadržali daljši čas, po nekaterih informacijah okoli 2 uri. Ni bilo rečeno, da je to Trstenjakova 8, kar je naslov sedeža stranke SDS, ni bilo rečeno, da so šli na sedež stranke SDS, ampak da so šli na Trstenjakovo in se tam daljši čas zadržali in potem od tam naprej na letališče. Torej so iz tega, kar so okoli 2 uri neuradno počeli na Trstenjakovi, odleteli potem iz Slovenije, ne? Torej, neposrednega dokaza za to, da bi mi videli ali slišali, da je predsednik največje opozicijske stranke neposredno v to vpleten, do tega trenutka nismo videli. Jaz predvidevam, kot sem rekla, da to, kar smo slišali včeraj, je to, kar lahko na podlagi trenutno zbranih dokazov
pač pristojni organi rečejo. Ne. Kot razumem iz različnih izjav, ki jih zdaj verjetno vsi zelo pozorno beremo od vejice do vejice, od pike do pike, razumem, da obstaja tudi priča ali da obstajajo priče, ne, ki morajo biti, kot je povedal novinar Mladine, iz nekega razloga zaščitene oziroma zaščitena. In torej sklepam, da v tem trenutku obstaja torej material, ki je pridobljen iz tujine s pomočjo policijskega in obveščevalnega mednarodnega sodelovanja, torej da se ve, ne, kdo so bili agenti, domnevno, ki so se srečevali z ljudmi iz Slovenije, in če so jih povezali z Black Cubom, potem ni daleč do sklepa, da je torej za to operacijo, da jo je izvedel Black Cube. Vprašanje neposrednega dokaza, da je to naročil, plačal, kakorkoli predsednik opozicijske stranke, seveda do tega trenutka nimamo. Hkrati pa seveda se meni postavlja tukaj še eno vprašanje, če so torej za tem res ta pač izraelska zasebna obveščevalna firma. Oni ne vejo, po moje, kdo je Dominika Švarc-Pipan, kdo je Nina Zidar Klemenčič. Ne? Torej te podatke jim je pa moral dati nekdo v Sloveniji. Ne? In to, ali se bo v preiskavi ugotovilo ali ne, ne vem, ampak če se bo to lahko veliko povedalo o tem, za koga je bilo to delano. Ne? Torej nekdo je mogel v Sloveniji identificirati te ljudi, nekomu povedati, ti ljudje so primerni. Roberta Goloba, ne, se pravi iz vladnega kroga. Ne, niso vsi zdaj nujno ravno iz kroga Roberta Goloba, ne, ki so se tukaj pojavili. Bilo je treba te ljudi, torej te agente, ne, predstavnike domnevno lažnih podjetij, ki so se dobivali na Dunaju, Londonu, Zagrebu, zbrifirati, kaj jih je treba spraševati. Ne. To pa zelo verjetno je moral narediti nekdo doma. Ne. Kdo je to, ne vem, ampak najbrž lahko sigurno rečemo, da je bila za razliko od Maske padajo, kar je najprej udarilo v to kampanjo, in še predtem tiste zgodbe z nepridipravom na socialnih omrežjih in z pridržanjem zaradi izsiljevanja pol na brniškem letališču po pristanku njegovem iz Dubaja, je pa to operacija seveda na neki čisto drugi ravni. Ne. S tem se je nekdo resno ukvarjal, to se je nekdo poglobil, naštudirali so tarče, zvabili so jih v past, povabili so jih na sestanke, spraševali so jih določene stvari in potem organizirali spletno stran preko torej providerja, ne, kjer ni variante, da izslediš, kdo je to spletno stran naredil. Tako da to zgleda seveda zelo, zelo resna operacija. Ne. In to je po moje to, kar zaenkrat vemo. Seveda to, kar je predsednik opozicijske stranke sinoči rekel na Planet TV-ju, je završalo. Ne. Torej stranka SDS je šla zdaj od ponedeljka, ko so rekli, da za Black Cube slišijo prvič, ampak to je rekla stranka, tega ni rekel predsednik stranke. Mogoče je to pomembna razlika, mogoče ni. Ne vem, ampak opazim pa. Do tega, da je potem isti dan na soočenju z Robertom Golobom na Pop TV-ju rekel, da pozna tega enega gospoda še iz časov, ko je bil svetovalec za nacionalno varnost v eni od izraelskih vlad pred leti in da sta se srečala tudi na kakšni tiskovni konferenci in da zagotovo obstaja tudi kakšna fotka od tam. Do tega, ne, da je včeraj povedal, da so pač bili... Je bil pri nas. Zdaj pri nas je lahko pri nas na stranki, pri nas je lahko kje drugje pri nas, ne vemo točno, kaj pomeni ta pri nas, vsi smo ga razumeli sicer, da na stranki, in da so se srečevali tudi še večkrat ob različnih priložnostih. Ne. Tako da to, kar pa po tej plati zaenkrat vidimo, pa seveda omogoča neka morebitna sklepanja, ampak v tem trenutku še niso zadostna, da bi jih po moje lahko rekli na glas, še najmanj, da bi za to obstajali kakšni res trdni dokazi. Ali kdaj bodo, ne vem. Vprašanje, ki mene najbolj zanima, pa seveda je, kdo je to plačal. Denarna sled bi bila seveda ključna, ne? Ali je to bilo plačilo iz tujine, ali je to bilo plačilo iz domovine. Ker tukaj pa pridemo do odgovora na bistveno vprašanje, ne, torej, ali je res prišlo do vmešavanja tuje države v slovenske volitve, ali je bilo to kaj drugega. Ne. Tanja, je pa prišlo, ne, do te spremembe naracije, ne, s tem včerajšnjim torej nastopom na Planet TV. Ne?
Ja, še nekaj izjav mogoče je bilo izrečenih, ki se vsaj meni zdijo v tej zgodbi tudi pomembne, ne, že v ponedeljek, ne. Se pravi, ja, v ponedeljek smo še govorili o tem, da poznamo, pa morda obstajajo slike, pa ne, niso bili na Trstenjakovi, mislim, da je takrat še veljalo, da niso bili na Trstenjakovi, zdaj razlika do včeraj je, da ja, bili so pri nas, ne, Pri pa ne nas, vemo točno ja. kje, ampak mogoče jaz bi opazila ta del, kjer prvak opozicija pravi, v čem je pravzaprav problem, ne? Ljudem, ki so razkrili korupcijo v Sloveniji, je treba dati medaljo, ne? Tako da jaz smer, ki jo vidim, ne, v katero se bo ta zgodba očitno razkrivala proti tem ključnim vprašanjem, ki si jih omenila, se pravi, kdo je to plačal, katerim denarjem je plačal. Zakaj se je to zgodilo, ne? Ja, je v bistvu ta, da se bo zgodba skušala vsaj do volitev obrniti v smer, ne, v čem je pa pravzaprav problem. Ne? Posnetki dokazujejo, da obstaja koruptivna mreža in to je zgodba, ne? To, da so pa pri tem uporabljena sredstva, kot je, da najamem tujo, in to izraelsko, ne, obveščevalna služba pa v tem primeru je manj pomemben faktor. Ne. V to smer vidim naracijo. Jaz sem opazila tudi to, da je prvak opozicija večkrat govoril o tem, naj pokažejo slikovni material. Skratka, kar on govori, očitno izhaja iz tega, da je on prepričan, da obstaja tudi slikovno gradivo, o čemer je govoril tudi Vojko Volk včeraj po sestanku sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Ampak mi tega seveda ne vemo, ne? Ali je to posnetek, ki so ga posneli mogoče tuje obveščevalne službe, ker vemo, da so se ti pogovori dogajali na Dunaju, Londonu in drugih krajih, ali gre za posnetek s Trstenjakove. Ne? In tukaj bo zdaj, mislim, da Janša pripravlja teren za to, glede na to, da ne ve, s kakšnimi gradivi, s kakšnimi slikovnimi gradivi pač jih ima recimo naša obveščevalna služba ali pa vsi ti viri, ki so pač prišli do te osnovne informacije, da pravzaprav to ni velika zgodba, če gre za to, da razkrijemo koruptivne mreže v Sloveniji. To smer, ker je zdaj Je pa naracija. včeraj na Planetu, nekoliko kasneje, Janša rekel tudi, mi tega nismo ne financirali, ne organizirali. Tako da ker gre za paraobveščevalno organizacijo, bo to verjetno zelo težko dokazovati, do volitev pa nikakor. Da to gre, ne? Da do volitev pač ostane zgodba odprta in da bo pač polemika tekla v smeri, ali je to pravzaprav ključno v tej zgodbi je, kaj so razkrili pogovori, ne? To je pač narativ opozicije in na drugi strani vlada, ki pravi, tako tudi Slovenija je zdaj tarča tujih obveščevalnih služb, ker Black Cube je enake operacije izvajal že na Madžarskem 3-krat, vemo, da je bil v Romuniji celo obsojen. To je delo za Weinsteina. To je deloma odgovor na vprašanje, kar se ljudje tudi sprašujejo te dni, ne, pa dobro, to so mislim, zelo poenostavljam, ampak z razlogom, to so neki resni izraelski komandosi, ne, mislim, kako pridejo s potnim listom s pravim imenom na brniško letališče, recimo, ne, mislim, ne. Se ljudje, ki poznajo Janeza Janšo, so tudi presenečeni, da jih je sprejel na Trstenjakovi, ne. Če jih je, ampak hkrati, ne, seveda, ne, torej, vsaj zaenkrat po teh imenih, ki so v javnosti znana in so bila včeraj tudi povedana na tiskovni konferenci, torej gre za, rečemo, management Black Cuba. Se pravi, verjetno so to ljudje, ki se, mislim, pridejo zmeniti stvari, operativci so pa potem agenti, a ne? In zdaj, ali za njimi obstajajo kakšne sledi, ne? Mislim, če so dobri, ne? In te agente se je dalo, po moje, videti preko mednarodnega sodelovanja, kdo je sedel v restavraciji na Dunaju, kdo je sedel v restavraciji v Zagrebu, kje so še bili na Dunaju in tako naprej. In se jih povezati, morda ali pa ne, torej rekonstruirati z tem podjetjem. Ne. Kar se tiče korupcije, seveda, ne, od slišanih posnetkov do zdaj, tako na Maske padajo, kot na tej anti-corruption spletni strani anonimni, dve zadevi sta močno izstopili, ne? Alenka Bratušek in Nina Zidar Klemenčič, ki govori
o 10% in o gradnji hotela Intercontinental v Ljubljani. Generalni direktor policije je včeraj v izjavi za javnost prav na izresno novinarsko vprašanje, ali se policija ukvarja tudi s preiskovanjem sumov kaznivih dejanj, ki so se pojavila v teh posnetkih, odgovoril, da ja, in srčno upam seveda, da res organi v tej državi, policija deluje tako, da bo seveda preiskala tudi to, ne. Torej, nihče ne more podpirati koruptivnih praks v Sloveniji, kadarkoli, kjerkoli se te pojavijo, ne. To je seveda treba zelo jasno povedati. Ampak načeloma smo pa na teh posnetkih anti-corruption spletne strani poslušali o nekih povezavah in o nekih, jaz sem dobila malo občutek, da so nekateri ljudje tam se hoteli predstaviti kot ne vem kako zelo vplivni, zato da bi dobili posel za to firmo, ki se je kasneje izkazala, da je lažna, ne. Predstavljam si lahko, da so take lobistične in druge poslovne pogodbe lahko res velikih zneskov, ne. In pač seveda, ne, imela sem občutek, da so ne predstavljam si, da je recimo mogoče kdo, ki se je tam pojavil v teh posnetkih, da ima dejansko lahko take dostope, kot je govoril, da jih ima, ne. Če jih ima, seveda, pa če je bilo kaj spornega, dajmo ugotoviti tudi to, ne. V vsakem primeru mora policija tudi to preiskovati. Absolutno morajo tudi to preiskati, ampak kar se tiče sumov kaznivih dejanj, tako zelo očitno sta izstopila pa od vseh objavljenih posnetkov po moji oceni dva. Zoran Janković in Nina Zidar Klemenčič in Alenka Bratušek, ne. In to je še ena stvar, ne, ki nikakor ne bo do volitev preiskana, ne more biti. Smo novinarji, ki se trudimo raziskati, ki se trudijo raziskati, še bolj pa volivci plavajo zdaj v tem nekem kaosu. Ne? Ja, veliko se je zgodilo, veliko je kaosa, bilo že predtem, zdaj še ta Black Cube. Zdi se v bistvu, da je ta čas res kaotičen. Vem, ne, da vsakič novinarji in analitiki pred volitvami rečemo, da tokrat je pa tako divje, kot če ni bilo, ampak je ta nek dodaten element, ne. Tu je paravojaške obveščevalne službe, povezane z marsičim res temnim, ki hodi po očitno dokazano Sloveniji. Kako se pa ta kaotičen čas umešča problematizacija predčasnega glasovanja, kar smo tudi slišali strani Janeza Janše? Torej, moja prva, ne, zdaj, če govorimo samo strogo o politični analizi, ne, ta zgodba se lahko strukturira na več, ima več efektov in več torej učinkov na volivce, pa tudi na samo delovanje družbe. Ne. Mene recimo presenetila ta nekako, sploh ko govorimo o kandidatih, nekako samoumevnost tega, da pač seveda morda ne, je bila neka tuja služba, recimo tudi kandidati, kot je recimo Vladimir Prebilič, ki je recimo strokovnjak za varnost in posebej opozarja na take stvari, nekako ni povzročil pravzaprav večjega vznemirjenja, ne, da tukaj obstaja neka tuja služba, izraelska služba, ki morda je, morda ni, ne, ampak dejstvo je, da je tukaj bila, ne, to pa vemo, da je bila, ne, to je tudi Sova potrdila, da pravzaprav ne vidijo kot večji problem, ne, to kaže tudi, kako se je spremenil ta družbeni kontekst, v katerem živimo, ne, stvari, ki so bile nekoč popolnoma nezaslišane, ne. V bistvu zdaj dobivajo neko legitimno pravico, da pač je to tudi metoda, ne, če seveda, ne vem, niso kršeni ti zakoni, pač morda pa najameš tujo obveščevalno službo, ki ti pomaga recimo diskreditirati nasprotnika, če ta cilj posvečuje sredstva, torej razkriva korupcijo, ne. Meni recimo to bilo velika razlika tudi s prejšnjimi aferami, ker treba je vedeti, da vse volitve v Sloveniji so bile zaznamovane s korupcijskimi aferami. Tudi s posnetki, ne tako sofisticiranimi, torej niso vozili ljudi na Dunaj pa jedli špagete pa klepetali, ne, in snemali, ampak posnetki so vedno bili, ne. In te diskreditacije in te vrste so vedno bile, vendar je značilnost teh afer, da nikoli ne pridejo do konca. Nikoli. To so zgodbe, ki umrejo v nedeljo zvečer, ko so objavljeni volilni rezultati. Državljani nikoli ne vemo potem na koncu. Nekaj časa novinarji sprašujemo, pa kaj je dobro s to zgodbo, rečejo, preiskava teče in potem se zgodba počasi pozabi, ne. Kakšni epilogi tudi so, ampak zelo veliki pa ne. To so tipične predvolilne bombice, ki so tokrat pa res na višji ravni, bistveno višji ravni, kot so bile prejšnja leta. No, ampak, ko gre za direkten učinek na volivce, je tako, ne, kolegi govorijo o tem, ne, metanju
blata v ventilator. Torej, ko v določeni fazi volilne kampanje teh informacij in tega blata preprosto preveč se ljudje pasivizirajo. To je en efekt. Možen je pa drug efekt. V tem primeru, nekdo je šel tako daleč, verjetno, ne vemo še, ni še dokazano, da je, najel tujo obveščevalno službo za diskreditacijo nasprotnikov, da sproži jezo in mobilizacijo ljudi. In lahko sproži tudi to, da bo pa več ljudi se odločilo, ki so recimo bili že razočarani, ki so bili prepričani, da nekomu več ne bodo dali svoj glas, sploh ne bodo šli na volitve, da se bodo mobilizirani in na volitve prišli. V tej fazi še ne vemo, ali bo efekt 1 ali bo efekt 2, ampak recimo, da te raziskave, ki jih delajo v zadnjih dneh, kažejo, da je možen tudi efekt 2. Se pravi, da bo udeležba celo višja, kot smo pričakovali. Mislim, s tem je, torej kdorkoli je to, z tega se domislil, s tem je Robert Golob dobil anti-Janša moment, v katerem je lahko še mesec in pol nazaj v resnici samo sanjal. Ni ga imel, zdaj ga ima, in ga tudi uporablja, zagotovo. Seveda, ob vsej resnosti sumov, ki so se tukaj pojavili, zelo jasno povem. Hkrati pa se mi zdi, da je volilna kampanja, ker torej zdaj se ukvarjamo z Black Cube in s to spletno stranjo, ampak predtem so bile Maske padejo in še predtem je bil Ne pridi prav. Torej, jaz sem zelo dobro spomnim šoka na Otoku, ko je bil izglasovan Brexit. To je dobrih 10 let nazaj, približno. Tam je izbruhnila potem tako imenovana afera Cambridge Analytica, ki je izjemno dobro preiskana do današnjega dne. Torej, inženiring, kako s pomočjo socialnih omrežij vplivati na volilni izid v resnici, je bil pravzaprav uporabljen in je preiskan že tam. Zelo verjetno je bil uporabljen še kje. Zdaj v povezavi z Black Cubom seveda beremo tudi, da so to metode torej, madžarskih oblasti, ki tam so očitno že naj bi bile večkrat uporabljene. Ampak saj na 2 volitvah pričajo tudi novinarji, ki so bili tarče enakih, identičnih metod, se pravi teh fiktivnih pogovorov za službo, kot se je zgodilo zdaj pri nas. Tako, in zdaj je Madžarska spet pred volitvami, in je tudi precej divje. Hkrati seveda ugotavljamo, da naracija, ena stvar se še riše skozi vse te zgodbe, ki sicer ni v spredju, zato ker so zdaj pomembna vprašanja ta, o katerih smo tudi mi govorili, ampak jaz opazim tukaj še eno stvar, ki jo bom tukaj omenila, ker se mi zdi pomembna. Bo verjetno prišla na vrsto malo kasneje, ko se bo še več odgovorov na odprta vprašanja, ta najpomembnejša in na strani korupcijskih sumov in na strani, kdo je to naredil, je razjasno. Ampak, torej, interes, da se čim več volilnih vsebin prenese iz medijev, ki so regulirani, na svobodni splet, obstaja že kar nekaj časa. Mediji v času volilne kampanje v resnici izgubljajo določeno mero relevantnosti. Pomembno je vedeti, da so mediji regulirani, socialna omrežja in splet niso regulirani. Jaz lahko na Instagramu rečem, Tanja Starič je nekaj ukradla in mi ne moreš nič. No, lahko te tožim. Če to objavim na N1, mi boš poslala popravek, mi boš poslala odškodninsko tožbo in mi boš poslala kazenski pregon. Ja, to je pomembno, da ljudje vedo, da... Hočem povedati, se opravičujem, hočem povedati, da vtis, ki se med ljudmi ustvarja, mediji itak nič ne objavijo, ker so zlizani, ker so ne vem kaj, ali pa ko berem te prisluhe, ki se zdaj pojavljajo novinarju, daš 8 jurjev, pa bo naredil vse, kar hočeš. Lej, ni povsod tako, ni tako, in predvsem novinarji ne moramo objaviti nekih zgodb, če ne stojijo
In seveda dokazati, dobiti priče, dobiti dokaze, je veliko težje, ko sam nekaj reči na Instagramu, ne? Zato, ker ti odgovarjaš za vsebino, ki si jo objavil, ker je ta prostor reguliran, ne? Ko pa se potem sproži, zdaj pa pazi ta moment, ko pa se sproži afera Anti-Corruption spletna stran, se pa vsuje po medijih, ne? Pa se naenkrat pride nazaj k medijem z očitki, poglej jih, ne, se ukvarjajo z izvorom teh posnetkov, ne pa s tem, da v bistvu tam šprica od korupcije. Ne? Imajo čist napačen fokus. Ne? In je to odličen socialni inženiring, kako še bolj usud blato po medijih, ne? In jih delati še bolj relevantno in še bolj odpirati v bistvu neregulirano področje ali pa območje, torej spleta, tudi za volitve. Ja. In v tokratni kampanji se je izkazalo, da je bilo kar nekaj teh praktično kampanj na Instagramu v bistvu lažnih novic, ki jih je detektirala recimo tudi policija in tako naprej, ki so zakrožile zdaj v kampanji. In še druga stvar je pomembna pri družbenih omrežjih, da v bistvu mi ne vemo, ne, preko družbenih omrežjih je ta element, da v bistvu je kampanja dosti bolj, da tako rečem, personalizirana. Mi ne vemo, kaj vidi nekdo in Tanja, recimo ti dobiš, do tebe pridejo druge vsebine kot do mene, do nekoga na ruralnem območju, tretje za nekoga, na to vpliva tudi zgodovina, kaj si ti gledal in naši mehurčki. In ti mehurčki so izjemno pomembni in stranke se tega zelo zavedajo, ene bolj kot druge. A vama povem, ker ste tudi z televizije pa z teh tradicionalnih medijev, ne, kaj pa moje spoznanje bilo na začetku te kampanje, vse, kar govoriš, drži in to ni novo. To traja že desetletja, ker mediji, ne, zdaj ne govorim o vaši hiši, naši hiši konkretno, ne, ampak mediji so izjemno pomemben del parlamentarne demokracije, torej liberalne demokracije, zato ker so nadzorni mehanizem. Pri vsem, torej cela ta struktura se je postavila s svobodnimi mediji. To je temelj. In ta temelj se ruši desetletja že. Desetletja. Začelo se je, vse to poznamo z diskreditacijami in novinarjev, ne, posameznih novinarjev. Se pravi, tvoja beseda šteje, dokler si verodostojen, in moja beseda. Ne. In zato, kaj je bila prva, in to se je začelo že pred desetletji, prva akcija politike, ki ni želela, da so mediji tisti, ki regulirajo narativ, ne, ampak ga želijo regulirati sami preko družbenih omrežij, kjer, kot praviš, ni nobenih omejitev, nobenih kazenskih sankcij in lahko govoriš, kar hočeš, dobesedno, kar hočeš. Ne. Začelo se je z diskreditacijami novinarjev, vsi smo to doživeli. Nadaljevalo z diskreditacijami medijev in zdaj smo v fazi, kjer so stranke, vsaj del strank, pričakoval, da smo postali popolnoma irelevantni. Ne. Če porabim prvo besedo množine, jaz nisem pač medij, ampak mi delamo v medijih. Ne. In to se je pokazalo tudi na prvih soočenjih, bomo prišli, ne bomo prišli, treba. Tako je. Torej, dobra novica je ta, zdaj na koncu vsi rabijo medije. Se je skazalo, da nismo še tam. Ja, da nismo še tam. Nismo še tam. Pokazalo se je, da se ljudje, mislim, kar je zelo zanimivo, tudi zavedajo vseh teh nevarnosti, o katerih si govorila, ne, in iščejo. Ne, to se zelo velikokrat pokaže v zelo kritičnih trenutkih. Vojna, kaos, nesreče, poplave. Takrat se ljudje vprašajo medije, ker hoče vedeti, kaj je res. Ker v tem blatu, dobesedno blatu informacij na koncu ne veš nič. Ne? In se je izkazalo, da ne, klasični mediji niso mrtvi in klasično novinarstvo ima še vedno zaupanje javnosti. Stranke so se tukaj močno uštele. Mogoče prehajamo v to distopično obdobje, ko to ne bo več pomembno in bo pač vsak v svojem hurčku živel to neko življenje, kjer bo recimo do skrajnosti pasiviziran in bo dobival samo informacije, ki jih želi in ki jim verjame. Ampak nismo tam. Tukaj ta družba še ni tam. Jaz samo opazim, strinjam se z vsem, kar si rekla, in prej sem hotela opisati samo ta socialni inženiring, kako v bistvu teče, ne? Torej, kaos se povzroči v prostoru, kjer ni reguliran, potem se začnejo seveda mediji na njega odzivati, potem je to dodaten argument, da se vsi pa še več blata po medijih, ne? In skratka, in ta stroj in ta spirala se odvija naprej, ampak drži pa to absolutno, kar praviš, ko je pa kaosa preveč, pa pridejo ljudje k medijem, ker rečejo, čakaj, zdaj pa jaz hočem razumeti, kaj se meni v življenju zgodilo, ne? In takrat se zatečejo k novinarjem, urednikom in tako naprej, ne? Kar jaz opazim v primerjavi s prejšnjimi volitvami, seveda, s prejšnjimi leti, seveda je to proces, ki traja že nekaj časa. Ampak tako močno, ne, kot se nam
volilni proces, torej najpomembnejši demokratični proces v državi, letos dogajal na internetu in na socialnih omrežjih, Absolutno. to je pa prvič, ne? To je pa prvič, ne? In to se bo stopnjevalo, ampak je, tudi ko so množični mediji nastajali, ne, je v bistvu niso bili regulirani v začetku. Ne. Potreba potem, da obstajajo kodeksi, zakonodaja, ne, in na eni strani zagotovljena svoboda govora in tako naprej, in na drugi strani regulacija, da govoriš resnico, to je bil proces, ki je trajal desetletja. In mi smo zdaj pri internetu, ko gre za internet, družbena omrežja na začetku, in kar je najhuje, je pa to, da centri moči, in ne govorim tukaj samo o politiki, ne, ker je treba vedno vedeti, da tudi za politiko so še vedno, mislim, tudi politika potrebuje denar, ne, to dobesedno zlorabljajo. In zlorabljajo tudi pri nas. Če se vrnem nazaj na ta kaotičen čas, to me še vedno zanima, kako se ta problematizacija predčasnega glasovanja umešča v vsa ta kaos, v katerem se trenutno nahaja volivec. In kaos, če se ne motim. Si me vprašala, pa sem preskočila. V redu. Če se ne motim, pa me popravi Tanja, kakšno je tvoje mnenje, volivci tega kaosa ne marajo. Ja, mislim, jaz bi tukaj to bolj razumem v kontekstu, ker tudi to ni čisto prvič. Ne? Ta zgodba o predčasnih volitvah, namreč dejstvo je, da je tukaj res gre za kršitev, določeni meri kršitev zakona, ampak to je bilo že večkrat na sodišču. In volitve pač zaradi tega nikoli niso razveljavili. Ne? Zato, ker je na eni strani kršen zakon, zdaj nisem pravnik, ko se ne bi spuščala zelo detajle, ampak na drugi strani, ko gre za to pravico, je pač sodišče presodilo, da ne gre za kršitev zakonodaje. Tako da jaz to razumem bolj kot lahko se razume tudi to, če mi volilni rezultat ne bo všeč, bom problematiziral volitve. Lahko se tudi zgodi, da bo do tožbe prišlo, ampak jaz dvomim, da bo sodišče tokrat razsodilo drugače, da je bila volivcem kršena pravica. Ne. Se je pa predsednica države tukaj zelo jasno postavila. Kot pravnica, naj grejo voliti. Seveda, ker to pasivizira ljudi. Ne. Jaz sem tudi sama srečala ljudi, ki so rekli, želel sem, pač ljudje v nedeljah grejo drugam, mislim, če dalje bolje se uporabljajo predčasne volitve, zato ker so ljudje ugotovili, da lahko lažje razpolagajo svojim časom, in to dejansko demotivira ljudi, da grejo volit. Tako da jaz razumem to bolj v tej kontekstu politične igre kot nek resen pravni zadržek, ki bi lahko kakorkoli postavil volitve pod vprašaj. Je pa to možnost, da pač demotivira del ljudi, ki so želeli to opraviti med tednom, da bodo pač šli volit v nedeljo. Ne več kot to. Zato, ker sodna praksa že obstaja zaradi tega. Ne? Mislim, v Romuniji so razveljavili volitve zaradi nekih stvari, ki so deloma podobne temu, kar zdaj gledamo pri nas. Nepredčasno glasovanje. Nepredčasno glasovanje. Jaz hočem povedati, da poleg tega, da imamo napoved morebitnega izpodbijanja rezultatov predčasnega glasovanja, bodimo natančni, na 24 voliščih, ne povsod. In še to v bistvu na enem volišču. Tako, v Ljubljani, je seveda lahko to, kar zdaj spremljamo z domnevnim mešavanjem iz tujine v slovenske volitve, tudi lahko razlog za kakšno presojo volilnih rezultatov, če bi do tega po volitvah prišlo. Jaz sem skoraj prepričana, da bo do tega prišlo, samo moje mnenje je, da nekako ne verjamem, glede na to, da gre za pravila, ki veljajo pač že 30 let na isti način potekajo volitve. Zdaj, če govorimo o tej formalni poti, kako potekajo volitve, kako so čuvane glasovnice, kako potekajo predčasne volitve, je vendarle tako regulirano in tolikokrat pregledano tudi strani mednarodnih opazovalcev, da ne vidim možnosti, da bi zaradi tega volitve bile razveljavljene. Jaz tudi mislim, da legitimnost. Da pa bo hrupa še veliko po volitvah, če rezultat ne bo čisto v skladu s tem, kar stranke pričakujejo, to pa verjamem. Tako je. Jaz tudi mislim, da legitimnost volitev ni vprašljiva. In legalnost. So pa okoliščine trenutno take, da se da po volitvah na katerikoli strani marsikaj reči. Ali sprožiti. Kakšno je vaš razmislek tukaj? Kaj bo ostalo po tokratnih volitvah? Kaj so nam te volitve prinesle in kakšna vprašanja in pasti nam to, kot je Katja rekla, prinaša na mizo? Oziroma, kot bi jaz vprašala, kakšen je kontekst tokratnih volitev, na katerega bi recimo vidve rade še posebej upozorile. Ta kontekst je vedno pomemben. Znašli smo se sredi tega kaosa, novinarji pravljamo svoje delo,
organi pregona, upam, da tudi, in tukaj tudi je še enkrat poudarila, ne, da morajo tudi po volitvah bomo gledali novinarji pod prste obe stvari. Ne? Torej, da preiskujejo, kaj se je dogajalo z Black Cubom, ampak isto, da preiščejo tudi morebitna kazniva dejanja, ki so bila posneta, če so bila posneta, mislim, v teh posnetkih zaznana. Vse te trditve, ki so jih navajali. Tako. Ob špagetih in kozarcu vina, pri nas imamo 10%. Kako se posluje. Ja. Mene namreč ta način, ta prostodušnost, s katero pač ljudje, ki sodijo, vendarle, mislim, to so nekdanji ministri, vedno odvetnica, menedžeri in tako, ta prostodušnost, s katero v bistvu neznancem govorijo o nekih dosti stereotipnih sicer ocenah našega družbe, to je mene kar, bi rekla, in me zelo neprijetno presenetilo. Bi pričakovala, da na teh pogovorih za službo ljudje njihovega kova vendarle uporabljajo drugačno govorico. Ker kolega Miran Lesek je v našem podcastu je rekel, mislim, vendarle gre za pravnice. Kaj ste pa naredili? Nekdanja ministrica, zelo ugledna odvetnica, koliko vadb ste napisali? Zaskrbljujoče. Kako ste ukrepali? Ali pač pri krožniku špagetov govorimo o tem, da je družba korumpirana. Tako da ta del je tudi izjemno neprijeten, ampak seveda to, da pa dva narativa, dve zgodbi, da je to, da je prišla zasebna obveščevalna služba, pa tega pa, to pa je res nekaj, česar v slovenski politični zgodovini še nismo doživeli. Katja, kaj bo ostalo po trokratnih volitvah, kar smo dobili na mizo, pa so mogoče pasti, ki se jih še ne zavedamo? Kaj bo ostalo po tem ponedeljku, nedelji? Torej, zdaj, če pogledamo, organi pregona morajo pregledati vse, tako kot smo rekli, in delovati pri tem zakonito. Zelo pomembno. In tudi do tega trenutka jaz nisem videla nekih signalov, da to ne bi bilo tako. Drugič, po volitvah verjetno lahko pričakujemo še kar nekaj preiskav. Po moje se bo preganjalo Black Cube, po moje se bodo kakšne preiskovalne komisije ali kaj takega, ki bodo raziskovale, kako se dogaja doma to, kar se dogaja zdaj. Skratka, verjetno bo veliko razčiščevanja in takih in drugačnih tudi verjetno postopkov. Če bodo dokazi zbrani, mislim, mene ne bi presenetilo, če bi nekdo dal Black Cube na sodišče v Sloveniji, recimo. Ampak po drugi strani pa, kar je političen vidik tega. Zdaj, Janez Janša je želel na teh volitvah, vedel je, da to potrebuje, doseči zmago z veliko razliko. Torej 30 poslancev ali več, recimo. To smo nekako razbrali iz njegovih dosedanjih intervjujev in izjav. Skupaj za trojčkom NSI, Fokus, SLS si je želel imeti 46 in potem veliko lažje še nekoga dodajati. Tako, in lahko udejanja torej program, naredi za Slovenijo to, kar on pač misli, da Slovenija potrebuje. Zdaj, v tem danem trenutku, danes v četrtek ob 12. Jaz težko rečem, kakšen vpliv bo to imelo na volitve v nedeljo. Ali mu to lahko še uspe, ali mu to ne more uspeti. Vsekakor pričakujem do zadnjega trenutka še kaj. Od objav in drugih dogajanj. Mislim, stvar je preresna. Tukaj so volitve in oblast v igri, tako da tukaj so vložki res veliki in ne vem, če so zdaj kar, če je to zdaj že končana zgodba. Po volitvah pa bo seveda bistveno, in to pa mislim, da se vseeno v pomembni meri še vedno ni spremenilo. Kot rečeno, v tem trenutku, karkoli bi rekla, kako bi to lahko vplivalo na volilni rezultat, je prezgodaj, ker je vseeno še nekaj dni do volitev in se lahko še kaj zgodi. Tega ne moramo izključiti. Kar se pa tiče samih proporcev, sestavljanje koalicije bo težavno. Tako to, kar v bistvu govorimo že cel čas te kampanje. Ne glede na to, ali bo mandatar Janez Janša ali bo mandatar Robert Golob, zdaj vedno manj verjetno je, da bi res obstajala še kakšna tretja možnost, pa se mi zdi, da to pa vendarle ostane. Sestavljanje vlade bo težko na obe strani. In to bo ravno tako zelo naporen proces, ki se bo začel 23. marca, tako izjutraj.
In ta bo najpomembneje v resnici določil, kaj bomo v naslednjih 4 letih videli, kako bomo živeli in kaj se nam bo dogajalo. Ne? In to je to, ne? V bistvu, čeprav se močno ukvarjamo novinarji zdaj s tem dogajanjem, ki smo ga opisovali, že pogledujemo vsi proti nedelji zvečer, ko bojo preštete glasovnice, ne vem, okrog 10:30, naj si rekla, da se predvideva, recimo, da bo... Ja, precej pozno, ne tokrat, ja. Ja. In že gledamo, torej upiramo pogled v te, ki bodo pomembni za sestavljanje nove vlade. Torej, koliko bo dobil Logar in s kom bo ta Enigma Logar šel, ali na eno ali na drugo stran. Veliko vprašanje, kdo so še ljudje, kdo so še stranke, ki bodo prestopile parlamentarni prag, katere so in katere ne bodo prišle noter. Ne? In to, kar Katja pravi, ne? Kaj se bo lahko dogajalo v naslednjih dneh, preračunanja brnenja telefonov, ne? Kot radi rečejo politiki. Po volitvah se začne na novo, ne, se pozabi retoriko, marsikaj tudi od tega dogajanja, kaotičnega, o katerem govorimo. Tukaj je verjetno še vprašanje, kaj je z SD-jem, je pod nekimi pogoji pripravljena recimo iti tudi v desno-sredinsko vlado, da tako rečem. Kaj se tebi zdijo tukaj recimo, kam ti najbolj upiraš svoj pogled, katero od teh strank, kaj se ti zdi najbolj zanimivo? Prvo, če smem, da spet ne bom poskušila vprašanje. Jaz mislim, da bo na evropski ravni, pa sploh, ko gre za zahodni svet, zelo resna debata, ne zaradi slovenskih volitev, ampak tudi slovenske volitve so del teh procesov, ki se dogaja, zelo resna debata, kako ohraniti demokratične procese, v katere vdirajo dejansko, kot se je zdaj potrdilo tudi pri nas, v bistvu na nek način nenadzorovane sile, in preko nenadzorovanih družbenih omrežij, ki jih bo slej ko prej bo tudi regulirali, sem to prepričana. In vemo, da recimo v primeru Romunije, kjer so zelo razveljavili volitve, šlo za vpliv Rusije, ki ima tudi velik vpliv. In to so zelo resne, tako je, TikToka, ki ga praktično ni bilo v Romuniji, meni so razlagali ta proces in potem je v enem tednu šlo v 10.000 in je bil izvoljen kandidat, ki ga nihče ni poznal. Mislim, to so zelo resna vprašanja. In jaz sem prepričana, da tudi slovenske volitve, ne samo, ampak tudi slovenske volitve bodo sprožile eno zelo široko debato, ker ogrožen je temelj demokratični proces, torej ureditev družbe, kot jo mi poznamo, in za katero se je ta država tudi koncev pred toliko leti borila. Tako da, mislim, da posledice bodo zelo resne. Zdaj, pri nas bo pa se začelo mukotrpno sestavljanje vlade, zdaj to že nekaj časa je popolnoma jasno. Jaz mislim, da ne samo novinarji, ampak tudi državljani so zdaj v tej fazi, že v tej fazi, ko sestavljajo koalicije. Mi imamo parlamentarno demokracijo, parlament je nad vlado, ampak dejansko vsi pogovarjajo, bo Golob ali bo Janša. Skratka, ta bipolarnost je zelo jasno postavljena, raziskave kažejo, da vendarle sta dve stranki močno odskočili in med njima dvema bo tekla izbira, ker značilno je, da potem v zadnjih dneh ti veliki posrkajo, te neodločene glasove. Ne trdim, da bo tako, res so zelo napete razmere, res vsak dan zvemo novo, doslej še ne videno afero, so tudi še zadnje soočene, kar ni nepomembno. Torej danes pri vas, jutri na Pop TV-ju, potem je volilni molk, ki ga nihče ne spoštuje, sploh na družbenih omrežjih, tako da nič ne moremo zatrdno postaviti, ampak v tem bipolarnem svetu smo na pol. In kako sestavljati vlado, vemo, spomnimo se, tudi 6 mesecev je trajalo, tukaj so bile neverjetne akrobacije, prestopi posameznih poslancev, tudi nekateri kolegi so že pred meseci govorili, tudi tokrat bomo se spoštovanju, da izrečem to ime na ta način, ampak pucka, skratka, ljudi, ki bodo prestopali na drugi breg, tokrat bo izjemno napeto do konca, in ta bipolarnost, zdaj praviš, na eni strani so oči uprte v Logarja, ker pač dvojček SDS NSI nekako se zdi dovolj trden, da pač tukaj ne bi prišlo do razkola, in na drugi strani Gibanje Svoboda in Levica, se pravi Logar in SD. Ta hip sta obe opciji nemogoči. Zakaj? Zato, ker Logarjeva stranka, ki je izrazito liberalna, ne more v vlado, v kateri je Levica.
To je nemogoče, ne? Zato ker Levica je izrazito socialna stranka. Niti Levica ne more iti v vlado, v kateri je stranka Anžeta Logarja, ki je izrazito liberalna stranka. To so dva nasprotna pola. Ne? Pri Socialnih demokratih pa zelo podobno. Ne? Ta stranka ne more iti v vlado, ki jo vodi Janez Janša, in ta hip ni videti druge možnosti kot to, zaradi tega, ker se bo stranka razletela. Ne? To je vendarle tradicionalna stranka, ki temelji na tem anti-Janša sentimentu. Ne? Tako da zdaj, katera bo sedma stranka? Ne? Katera bo sedma stranka? Ne? Na eni strani imamo, torej najboljše kaže Resnici, ki pa niha na robu, ne? Po teh anketah, enkrat je pod robom, enkrat je nad robom. Ti boljši poznavalci strukture volivcev pač opozarjajo na to, da so to volivci, ki ne hodijo zelo zvesto na volitve, tako da nemogoče napovedati, da bo ta stranka prestopila prag ali ne. Potem drugim strankam v bistvu ne kaže veliko možnosti, da bi prestopile prag, je pa nekako najbližji so Pirati in zdaj po zadnji anketi, ki sem videla v časopisu Dnevnik, kjer dnevno objavljajo te trende, se približuje tudi Vladimir Prebilič. Ne. Recimo, da je to ta trojica, ki bi nekako lahko prestopila prag in bi bila tukaj ključna. V vsakem primeru pa to pomeni šibko vlado, to niso močne vlade, to so vlade z tanko večino, povečuje moč manjših strank, česar zdaj nismo videli, zdaj smo imeli eno mogočno stranko, ne, in nekaj manjših. Ne, čeprav je Levica kar iztržila veliko? Absolutno, ampak s privoljenjem Goloba in Svobode. Tako. Brez nasprotovanja, ne, ker pač. Tako da šibko vlado, zdaj obe strani napovedujeta krčenje vlade, ne, to pomeni težavna koalicijska pogajanja. Ne? Prihaja zelo naporen čas, po mojem mnenju, ne glede na to, kako se bo, katera stran bo prva dobila priložnost, da sestavlja vlado, pri čemer je treba tudi to povedati, tudi to smo doživeli v zgodovini, da ni nujno, da tista, ki bo prva sestavljala vlado, da bo takšna vlada tudi obstala. Smo že imeli poskus 1, poskus 2, poskus 3. In te manjše stranke tudi ne skrivajo, ne, to so stranke 8%, to so te, ki so na kupu v tem drugem ešalonu, da računajo na svojo priložnost, potem, ko velikim ne bo uspelo. Ne, ko velikim ne bo uspelo, ker večasnih volitev pa seveda ne bo. Ne, da vsaj ne takoj. Tako. Vsaj ne takoj, ne. Zdaj, mogoče treba za konec, smo že na koncu, najbrž smo, ne. Ja. Treba poudariti še to, ne, ker smo se prej pogovarjali o regulaciji svobodnega spleta in se tega dotikali. Torej, novinarji stojimo za svobodo izražanja, ne. In tako je tudi prav in tako tudi ostane. Tukaj ne govorimo o tem, da je treba komorkoli kaj prepovedovati. Govorimo pa samo o odgovornosti, ki jo moramo novinarji in uredniki imeti do javno objavljene besede. Prvič, ker je to prav, in drugič, ker nam tako nalaga tudi zakonodaja. In v tem smislu je verjetno treba razumeti razpravo o potencialnih regulacijah svobodnega spleta. Ne? Torej, odgovornost za izrečeno in objavljeno tam. Ne? Zato, ker v bistvu laži, ne, ali pa izmišljene v bistvu popačijo realnost. Ne? Torej, to ni svoboda izražanja, to je v bistvu propaganda. Ne? Torej, ne, svoboda izražanja pa je seveda nekaj, kar mora biti nedotakljivo, ampak to je nekaj drugega, kot je odgovornost do objavljenega. Ne? In tudi ta svoboda, bi jaz dodala, se nekje konča in konča se tam, kjer udira v pravice drugega, kjer se spodbuja sovraštvo in tako naprej. Ne? Je tudi s tem omena. Je to? Ja. Okay. Ni več kaj dodati. Hvala lepa obema za vajne analize. Mislim, da bojo gledalcem in gledalkam prav prišle. Hvala vama za kontekst, ki ste ga dali. Hvala. Hvala za tebi.